Hvaležno pozdravljeni, obljubili smo vam, da bomo nadaljevali pogovor o 5. generaciji, torej o slovitem 5G. Vsekakor bo pogovor nanesel nasploh na samo novo tehnologijo, ki prihaja oziroma je že močno prisotna v našem življenju. Recimo do leta 1990 sploh Wi-Fi-ja, brezžičnega omrežja ni bilo, medtem ko so podatki iz leta 2010 kazali, da 48%, skoraj polovica gospodinjstev, že uporablja namesto tistih staromodnih kablov, torej samo tehnologijo, ki omogoča malce lepši izgled in lažje pospravljanje in pomivanje tal brez 1001 kabla. No, v mojem domu je ogromno kablov, kajti že kakšne 2 leti nazaj smo prešaltali na vse te kable. V moji družbi pa danes magister Gregor Kos, predsednik Stranke za zdravo družbo, in Marjan Kodelja, strokovnjak za tehnologijo. Marjan, ti praviš, da malo preveč panike delamo okrog tega 5G mogoče, da malo preveč to vse skupaj dramatiziramo, da mogoče pa le ni tako hudo, kakor so prestrašeni. Živijo, kot prvo. Ja, dejansko imam občutek, da se okrog tega plete neka zgodba, katero jaz ne vidim, kje je razlog. Ker spomnim se, 10 let nazaj so bile podobne govorice glede tehnologije 2G, da bo to zdaj uničilo vse, tako rekoč. Potem 3G, 4G je šel mimo. Zdaj smo na 5G, pa se 5 govorimo o tem, o nekem sevanju, ki sploh ni sevanje kot prvo. Jaz ne maram uporabljati besedo, ki nima veze s tem, to je elektromagnetno valovanje. Sevanje ima konotacijo z neke jedrske elektrarne in nekaj slabega. Tako da z tega stališča mislim, da debata ne vodi v pravo smer. Gregor, kako ti vidiš, kje pa bi bil razlog, zakaj je toliko panike in vsega tega ostalega? Ključni problem, ki ga vidim, so mednarodne znanstvene raziskave, ki so seveda neodvisne narave, ki jih torej ni financirala industrija in ki več kot jasno dokazujejo vpliv elektromagnetnega valovanja ali pa sevanja, da ne bom kolega karkoli še dodatno razburil z izrazoslovjem, torej na naše zdravje, na zdravje narave in pa okolja. Bi pa tukaj na eno stvar še opozoril. Pred 40 leti nas je tobačna industrija prepričevala, da nič ni narobe z kajenjem. Do predlanskega leta nas je avtomobilska industrija prepričevala, da so izpusti dizelskih motorjev bistveno nižji, kot so navajali. Pa mogoče še ena stvar, ki jo mogoče kolega novinarski, ki z mano sedi danes tukaj, ne ve, da je v lanskem letu dr. Mark v Franciji uspel z razkritjem podatkov prav o sevanjih telefonov, da namreč francoska vlada vsako leto na lastne stroške meri sevanje telefonov in je pokazala in dokazala, da nobeno uradno merjenje oziroma pokazani podatki, ki so na embalažah, niso realni, da so te vrednosti bistveno više, najmanj 3-krat in 4-krat, da so torej nad zakonskimi vrednostmi, in dr. Mark je v Franciji uspel izsiliti, da so bili te podatki tudi javno predstavljeni. Poznam to. Mi je znano to in zdaj gremo čisto druge vode, zdaj govorimo o sevanju večinoma telefonov, v bistvu imenuje se strokovno SARS, pa način kako merjenja. In tle, ja, seveda, isto gremo lahko še na dizelske motorje, ki so dokazali, da so goljufali. Samo pri dizelskih motorjih mi vemo, da izpušni plini avtomobilov so karcinogeni, vplivajo na nastanek raka. Pri elektromagnetnih valovanjih mi vemo edino to, da se grejejo tkivo, če imaš ti telefon oddajnik blizu. Se pa strinjam, to se pa popolnoma strinjam, da ni dovolj raziskav in jih še nekaj časa ne bo o dolgoročnih vplivih. To je ta razlika. Ta poudarek bi delil, če smem. Gre namreč za to, da je kot prvo zelo težko dokazati neposreden vpliv in kot drugo, da gre za dolgoročne študije, ki ali še potekajo ali pa so bile recimo izvedene trenutno, ne vem, na podganah ali pa na nekih drugih živalih. Ampak vsekakor ne smemo si pa zatiskati oči. Neodvisne znanstvene raziskave že obstajajo, ki že dokazujejo vpliv elektromagnetnega sevanja, valovanja na zdravje ljudi, na naravo, torej na čebele, na živali in na okolje. Verjetno tudi na plodnost, sama sem brala o tej korelaciji. Sicer pa razumem, da nekih dolgoročnih raziskav verjetno ne more biti zaradi tega, ker
90-ih letih smo bili mi še vsi na kablih, a ne? Oziroma je bila zadeva vendarle drugačna. Se pravi, Marjan, vi potem dopuščate možnost, da je to potencialno škodljivo, ampak dajmo se ukvarjati z drugimi zadevami, ne delati paniko glede tega. Sploh ne gre za to. Jaz pač vedno pravim, da v vsaki stvari je treba imeti dobro neko mero. Vsaka stvar, tudi najboljša stvar, ki je najbolj zdrava, če pretiravaš, te bo sesula. Karkoli, od športa do ne vem česa. Pa se ti ne zdi, da zdaj pretiravamo s temi omrežji, glede na to, kako je bilo, da smo šli z ene skrajnosti v drugo? Jaz ne vidim, gledajte, v Sloveniji 5G ni in ga še vsaj eno leto še ne bo. Zato, ker niti frekvence niso podeljene. Ko bojo prve frekvence drugo leto podeljene, bo na 700 MHz, kar je popolnoma isto, kaj je trenutno 4G. Gregor, kaj pa govorice, da se to že testira na določenih območjih? Niso samo govorice, gre za novinarsko preverjene podatke, da so 3 podjetja že prevzela testne frekvence in to se že testira. Vsekakor pa to ni to, kar bo, ko bo upeljano, če bo upeljano. Tisto, kar pa mi zagovarjamo, najprej v stranki, potem pa v gibanju, ki smo ga skupaj oblikovali z številnimi institucijami v Sloveniji, je pa to, da ko enkrat nekaj je podeljeno, je bistveno manjša verjetnost, da bo to lahko vplival ali pa odločevalce prepričal, da naj vendarle pogledajo več 100 neodvisnih znanstvenih študij, kot dokler se to ne vpelje. Naš apel je torej jasen. Moratorij, pogledati neodvisne znanstvene študije, to se ne dogaja samo v Sloveniji, dogaja se povsod po Evropi. Nažalost imamo pa relativno močno medijsko blokado na to vrstne informacije, prav zaradi moči industrije, ki pa je oglaševalsko zelo močna. No, s tem se res ne morem strinjati, ker konec koncev, kot prvo, te frekvence so bile podeljene, ampak po mojih informacijah še v ene bazne postaje v zraku, 200 v Zagrebu na Tehnološkem parku, edino tam se da testirati, tle v Sloveniji tega niso bile pa podeljene frekvence, pa vemo tudi afero glede tega. Kar se pa tiče tega, kar ste zdaj rekli, da moratorij na 5G, ne, mislim, še enkrat bom poudaril, 5G, 4G, kar se mene tiče, kar se tiče elektromagnetnega valovanja, nobene razlike, se pravi, moramo ustaviti, ugasniti vsa omrežja, ki so tukaj noter, prepovedati prodajo Wi-Fi-ja in potem dejansko narediti ta monitorij in izvedeti študije, ne vem. Jaz se čisto strinjam. To je edina varianta, ne, mislim, jaz ne vidim razlike. Dejstvo pa je, da ko sem pozorno prebral študijo, ki jo je Akos objavil na spletni strani, ki naj bi bila osnova za sam razpis, v njej ne obstaja beseda pregled zdravstvenih učinkov in če kaj, potem bi predvideval, da odločevalca, ne glede na to, da smo v Sloveniji na nek način unikum, da naš Nacionalni inštitut za javno zdravje sploh se ne ukvarja z vplivi elektromagnetnega valovanja ali pa sevanja na zdravje ljudi, kar je meni popolnoma neverjetno, da torej bi vendarle vlado ali pa ministrstva pristojna mogli skrbeti, da vendarle, če nekdo govori, da obstajajo nekaj zdravstveni vplivi, da se to preuči, preden greš ti v neko širšo podeljevanje frekvenc. Še enkrat, frekvence so že podeljene. Torej smo že prepozni, je že šlo preveč v kakršnokoli smer, da bi lahko karkoli naredili. Jaz se strinjam načeloma, če nekdo meni, da je to problem. Jaz se v zakonodajo ne bom mešal, ker dejansko tle nimam pojma, to domač povedal. Bom pa še eno stvar rekel, ki je pa res banalna, ampak mi govorimo zdaj o radijskih valovih. In če pogledamo elektromagnetni spekter nad radijskimi valovi, na terahercih, je svetloba, vidna svetloba. Se pravi, če tole tukaj mene mot, pa vpliva na moje zdravje, zakaj pa je tole tukaj gor, ki je po fizikalni teoriji prenaša več energije in me bolj obseva, če uporabim to besedo, zakaj pa tukaj ni problema, 450 terahercov, če pogledam tole vazo, tukaj je to zelena svetloba. In to pa ni problem. Zdaj pri hercih sta me malo zgubila, ampak vendarle, Gregor, izvoli odgovoriti. Tudi jaz sem hotel točno to povedati, da jaz se ukvarjam v konkretnem primeru za politiko oziroma kako bomo določene politike sprejeli, pa ne, se ne ukvarjam z tem, kaj stroka ugotavlja, pa kaj so herci pa valovi in to povejo tisti, ki se s tem ukvarjajo. Zelo jasno sem pa sam bral raziskave, neodvisne, znanstvene. Nihče me ne bo prepričal, da nekdo, ki konča univerzo John Hopkins ali pa Washington State University, da so to drugorazredni ali pa tretjerazredni znanstveniki. In pa še en močan problem izpostavil, to pa je financiranje študij. Zakaj sem večkrat danes izpostavil neodvisne študije? Ker problem je, da predvsem v Sloveniji, pa tudi še kje po svetu, so problem financirane študije, ki pomenijo tudi potencialen vpliv na rezultat študije. Ja,
Politika je sestavljena iz besed pol iti kam, pravzaprav vprašanje, ne? Pol iti kam, ja. Pol iti kam, ampak mogoče čist ženski pogled na to, ne? Se pravi, gre za nekaj vpliv nečesa, kar mi ne vidimo. A je mogoče ravno v tem problem, da se tega tukaj ne zavedamo oziroma da se nam ne zdi tukaj pomembno, hkrati pa vendarle opazujemo, da imajo ptice problem, kako prideti nazaj in vse te ostale zadeve. Je v tem problem, da živimo zelo površinsko, moderno življenje, da smo preobremenjeni, imamo podatke o izgorelosti, vsak 10. zaposleni se danes sooča z tistimi konkretnimi težavami izgorelosti. Je v tem problem, da pač tega ne vidimo? Veliko ljudi je še vedno, lej, ta miza je tle, lahko jo stehtam, lahko jo zmerim, obstaja, če ne morem tega narediti, ne obstaja. Zagotovo je to jedro problema. Torej, da tega ne moramo videti, zatipati, da tudi občutimo sicer nek problem ali pa nekateri, ki so bolj senzibilni, ga bolj občutijo, drugi ga manj občutijo, ampak dejstvo je, da že danes, pa če se vrnemo samo na primer telefonov, ne, ga ni proizvajalca telefonov več, ki ne bi odsvetoval, da telefon držimo na glavi, pa ga še zmeraj večina uporabnikov drži na glavi. Strinjam se s kolegom, ki pravi, zakaj ne umaknemo danes Wi-Fi-ov. Sem prvi, ki podpišem, da najmanj v vrtcih, šolah, porodnišnicah, nasploh v vseh ambulantah, da takoj ukinemo Wi-Fi. Ker to so tiste frekvence, na katerih naj bi delovala potem 5G. Pa obstaja kaj, kar lahko podpišemo? Obstaja veliko tega, kar že danes lahko podpišemo. Marjan Jezik že podpisal. Pa tudi, ne, jaz bom še enkrat rekel, meni vse tole, ampak jaz pravim, politiko se nam mešal. Poznam tudi vse te neodvisne pa odvisne raziskave. Konec koncev, če si dosti pameten, pa dosti prebriht, pa kmečko pamet vzameš roko, pa če bereš, pa če imaš osnovno šolsko fisko v glavi, lahko iz teh neodvisnih in unih drugih, ki so kvazi plačani, dojameš tiste bistvene stvari. A Marjan, pri vas doma ugašate Wi-Fi pa take zdaj? Ne, zaradi tega, ker poznamo te zgodbe. Ne, gospodična je ugašala Wi-Fi, ki je navaren, imela je pa pri nočni omarici telefon in potem je spraznila podatke na mobilnem omrežju, zaradi tega, ker je pač po noči isto delala. Meni osebno, jaz nimam telefona niti v spalnici, če smo tega. To je druga zgodba. Ne? Wi-Fi imam pržgan, zato ker imam pač druge stvari gor preklopljene. Jaz v tem osevanju ne vidim problema. Mene so futrali pred 50 leti, ko sem rekel, koliko sem star, v tem, kako me bo uničil televizor, pa me ni. Še? Ok, lahko tudi, ne. Ne smemo nikoli sklepati. Tako, ampak življenjska doba se daljša, ljudje, res, da smo pol vsi sesuti. To pa vsekakor ni res. Življenjska doba se je v zadnjih nekaj letih začela krajšati in krajša se healthy lifestyle in zato obstajajo statistični podatki. Sama prihajam iz zdravstvenih voda, redno berem žurnale in vse te zadeve. Ja, jaz pa verjamem v to. Vsekakor se krajša življenjska doba. Ja, od katerega leta, ampak jaz ne govorim zdaj le zadnje leta, ampak govorim, da se je od 60 leta do zdaj siguren podaljšala. Ampak govorimo, da se je v zadnjih letih povečalo sevanje za kvintriljonkrat. Ampak še zmeraj govorimo, to je tako, ne, povečal se je dež, ne. Več dežja pade na glavo. A je to problem? Ne vemo, ne? V glavnem pri nas doma ne uporabljamo Wi-Fi-ja. Telefon, kable izključno, če telefon kdaj rabim prižgati prenos podatkov, se ga zmeraj držim stran od sebe in ga ne prižigam v prisotnosti žene, kaj šele otrok. Kar pa se prej pogovarjala, pa obstaja... Koliko smo mi vas lahko sploh dobili, da pridete sem na gostovanje? To je dobro vprašanje, konec koncev. Po Gmailu, ki ga prižgem zvečer na računalniku na kabel in na katerega odgovorim brez problema. Jaz se bojno strinjam, računalnik mora biti vedno na kabel, če zaradi drugih zadev, ampak Wi-Fi je pa tudi v redu. Obstaja pa najmanj spletna anketa oziroma peticija, na kateri imamo že približno 8000 podpisov, katere namen je, da bomo pač vložili zakonodajni predlog o proceduro v državni zbor za prej omenjeni moratorij, da torej dokler se zakonodajalec ne seznani z negativnimi aspekti, ki vplivajo na naše zdravje, torej neodvisnimi študijami. Mogoče še ta razmerje povem, da med neodvisnimi študijami je 80% tistih, ki dokazujejo vplive na zdravje ljudi, naravo in okolje, 20% pa tistih, ki ne. Pri sponzoriranih oziroma financiranih študijah je pa to natanko obratno, je pa 80% tistih, ki dokazujejo, da ni nikakršnih vplivov na zdravje ljudi, človeka in narave, in 20% tistih, ki to potencialno povezavo dokazujejo. Ustanovili smo, kot sem na začetku že povedal, gibanje za človeku prijazno tehnologijo, ker že v štartu
jasno govorimo, da nismo ljudje, ki smo proti razvoju, ki smo proti tehnologiji, ampak pač ne na račun zdravja. To je bistvo. Okay. Vse se da se ogromno narediti s kabli. Zagotovo nihče od nas ne razmišlja o tem, da bo sredi ceste downloadal film, ki ima x gigahertzov oziroma gigabajtov, kar nas hoče zdaj prepričati, da zato rabimo 5. generacijo, ne vem kaj še vse. Leteči in samovozeči avtomobili, nihče ga še ni razvil. Zakaj bi danes uveljavljali tehnologijo, ki bo mogoče čez 5 let uporabna za neke avtomobile? Tle se jaz ne morem strinjati. Leteči, samovozeči, samoleteči, to je vse razvit. Konec koncev, če ne mrčaj, ne bi drone pošiljali. Marjan, kaj pa tale recimo razlaga, ne? Se pravi, mobitel recimo vsakih nekih 8 sekund pošlje signal do baze in nazaj in vzpostavlja neko omrežje in vse te zadeve. Potem imamo pa recimo človeka in mi smo 10% sestavljeni iz celic, 90% iz bakterij, ampak to zdaj nima veze. Skratka, celice med sabo morajo komunicirati, ne? Se pravi, jetrna celica mora povedati iz črevesja, kaj mora delati, se pravi, morajo celice med sabo komunicirati. In boljše kot je komunikacija, bolj smo zdravi, zaradi tega, ker vsi organi vejo, kaj morajo delati. Potem pa se pojavijo vsi ti valovi različni, ki grejo čez našo telo in motijo neko medcelično komunikacijo. Se pravi, celica ne sliši druge celice, kaj moram že narediti, stara, tole moraš. In jo ne sliši, zaradi tega, ker je motena medcelična komunikacija in začnejo se delati abnormalne celice, torej mutirane celice, pri katerih pa ne pride do apoptoze, torej da celica, ki je abnormalna, umre in se začnejo nalagati mutirane celice. Razumem, in na to nastanejo rak, tumori in vse ostale zadeve. Se pravi, tukaj je nekaj, tukaj je noter neka... Ja, če v sami osnovi verjamem, da je možno, samo amot, vrnemo se na začetek tvojega govora, a moti komunikacijo med celicami, a vemo, da moti? Jaz ne vem, ker dejansko govorimo o severju, ki nima dovolj energije, da bi karkoli spremenjala. Ampak obstajajo kakšne raziskave, ki so ugotovile, da moti ali ne moti? Najmanj raziskava dr. Martina Pala, ki ga zmeraj uporabljamo kot referenčnega, ki smo ga tudi prevedli, to dokazuje. Dokazuje vpliv na zmanjšanje spermijev v moški semenski tekočini. Marja, dob te pa lao zaskrbel. In to do 50%. In še številne druge zelo jasno in močno dokazljive podatke prav ta raziskava dokazuje. V tom tle bi se jaz malo zadržal nazaj, zato ker te raziskave, ki sem jih jaz bral, nimajo osnove. Kaj pa nasplošno, če pogledamo, porast tumorjev, ki se pojavljajo na tem predelu, na tisti strani, kjer uporabljajo mobitele? Jaz ne zanikam možnosti, da nastane kaj na tem področju. Spet bom vrnil tismo, nazaj, ker sem na začetku rekel, pretiravanje škoduje kakršno česarkoli. In jaz jasno, gledam čuda ljudi, ki 2 uri takole držijo telefon pa čakajo. Ampak to ni problem z mobilnim telefonom, to bi isto bil problem, bi se gre tudi, če imela slušalko na kabel gor, to, kar pritiska. Pretiravanje je pretiravanje, ne? Ampak vaša drža pa vseeno kaže, da ste zaprti, da se počutite... Dobro, okej. Da se počutite napadeni z najne strani, mogoče. Ne, so dosti, da take stvari lahko tako, mislim, da... Jaz ga cenim, konec koncev. Enako. Ker vidim, da se bori za tisk, kar misle, jaz pa isto, jaz pač glede na to, kar sem doživel, kar sem imel možnost probati in kar sem videl, ne verjamem v te razne raziskave. Dopuščam pa možnost vedno. Tisto, kar pa recimo mene moti, je pa to, da to, kar se danes pogovarjava mi dva, imamo nažalost priložnost samo v oddaji Klepet ob kavi narediti ta pogovor, ker karkoli drugega medijskega želimo, skušamo narediti, je odgovor tišina. Ampak tukaj pa je recimo ena korelacija. Zakaj se to pogovarjamo v oddaji Klepet ob kavi? Ker smo mi neodvisni, sami financiramo snemanje, sami poskrbimo za vse to, sicer v nas verjetno kakšen drug ne bi. Se pravi, torej imajo nek smisel tudi neodvisne raziskave, ki nimajo odzadaj nekih stricev, ki dajo denar in pričakujejo neke rezultate. Ne zanikam tega, samo dejansko ne prepričajo me, po domače povedam, bral sem jih nepar, ne vem, za kjer je točno, ampak ne prepričajo me čisto na tisti osnovi, ker so dejansko že v osnovi, ne vem, ali se spomniš, ko je bilo to leta 2000, ne vem, kjer ga takrat 10 let nazaj, nekaj tazga, ko je bila raziskava narejena na čebuljcah, neodvisna raziskava, da 2G uničuje, da čebuljca ne kali zaradi tega, ker so zraven dali telefon, pa čebuljca, to pač mene ne prepriča to. Lahko se pa strinjamo v nečem. Da ne ljudje grejo večkrat ven na sprehod v naravo. Gobe ne grejo nabirati. Gobe! In jaz imam telefon zraven.
Okay. Ja, zato, ker drugače ne morem več slikati. Da ni kakšna strpena. Hvala obema za tale pogovor, za vajno odprtost, iskrenost in vse ostalo. Hvala lepa. Vi pa preverite še kakšne informacije na svete, če želite, na klepetobkavi.si.